Dobrodošli v podkastu VAR, nogometnem podkastu Delove športne redakcije. Danes bova aktualno dogajanje prekomentirala z Gorazdom Nejedlim. Gorazd, za nami je nov zanimiv konec tedna v prvi slovenski ligi. Predvsem je bil zelo zanimiv štajerski derbi, ki je tokrat postregel z atraktivnim nogometom, tudi lepo kuliso na tribunah. Kakšno tekmo so videli gledalci? Je eno boljših. Nasploh zdaj Celje že tako celo sezono ekipa za gledati. Maribor pa po zimski pavzi, po tem, ko je Ante malo zrihtal ekipo, je pa še en klub več, ki se ga gleda, ne. Celo bolj kot nekoč, ko je zmagoval serijsko in ni imel konkurence, je Maribor zdaj všečen za gledati, ne. In če imaš dve všečni ekipi, ki imata razmeroma atletske tudi, ne samo igralce, ki znajo, v bistvu imajo več igralcev, ki so tečejo, kot znajo, ampak je luštno bilo za gledati. Mislim, da je celo Maribor potegnil krajšo, bi pa Celjani lahko kaj več iztržali, še posebej po golu, ne. In ta nerazumljiv umik v obrambo je že ta drugič v bistvu vsako. In imajo pa potencial, da bi lahko enemu dodali še drugo. Zakaj ga pa ne dajo, pač stvar trenerja. To je bilo že pred derbijem, pred in predvsem po derbiju z Olimpijo je veliko kritik šlo na račun Damirja Krznarja, da glede na napadalno kakovost ekipe gre premalo odločno, premalo pogumno. Ja, pa sej morda niti ne na prvi tako pogled, če bi rekel, pogledaš mariborski napad ali pa celjski napad, bi si rekel, ja, pa sej Maribor ima pa celo boljše, ne. Ampak ravno to je to, trener mora zaupati v svoje in mora on prepoznati to razliko. Zakaj je Prucev boljši kot Barišić, zakaj je Iličić tukaj nekje, kot na primer, ne vem, kdo je, Iličić mogoče, Iličića pustimo, ne, Iličić pa Sudani sta svoja klasa. Druga, ampak ostali, tam mora trener oceniti, reči, no, mi smo boljši, ne, in potem tudi temu prilagodiš igro. Jaz mislim, da Krznar predvsem v vezni vrsti ima največ rezerve in največ možnosti in ta tempo enostavno ne ohranja. V jesenje v vezni vrsti, sploh finiš jeseni je v vezni vrsti delal razliko. Zdaj pa ne več in tukaj se pozna potem, ne. Ja, tako kot si rekel, jeseni so, tudi ko so vodili, kontrolirali igro, še kar pritiskali naprej in enostavno niso pustili dihati tekmecu. Zdaj pa tudi proti Mariboru. Zadeli so gol, malo tudi mogoče pod krivdi Maribora, ne, ali pa kakorkoli, ampak potem so se pomaknili nazaj in Maribor bi res lahko dosegel še kakšen gol več, ne. Ja, seveda, mislim, Maribor je imel igro, imel je vse. Celje pa v valovih igral, 5 minut ja, pa 5 minut ne, pa 5 minut ja, in tako kar na koncu. Trpetali so, po golu so trepetali praktično do 90 minute, potem so pa v 5 minutah pokazali, da so sposobni in so naredili v 5 minutah šanse in se pokazali, da znajo, da lahko. Zdaj, zakaj jim to ne uspeva v 90 minutah, je pa druga stvar, ampak tudi s točko so lahko zadovoljni, ne. Tako, ker sploh glede na razplet prejšnjega tedna proti Olimpiji, pa zdaj še tekme Olimpije z Muro, v bistvu, če je zgledal, da bi lahko Olimpija prejšnji teden v primeru zmage zapletla prvenstvo, se danes, ko ostaja 7 točk razlike, zdi, da je Celje vendarle spet na varnem, ne. Mi vsi bi radi videli dramo, ne, in potem tudi potenciramo na to, zdaj pa bo Olimpija, zdaj pa, ja, samo je treba upoštevati, da ni 100% ekip, ne. In Celje vendarle je in Olimpijo preživel Maribor, Olimpija še nič od tega ni, ne, glede na to, da je ona remizirala s Celjem, ni glih za njo kakšen dober izid, ne. Če bi hotel Celje napast, ga je treba premagati, ne. Se pravi, je Celje zmagovalec bil tega dvoboja in včeraj, oziroma predvčerajšnjem, ne. Tako da, pa tudi se pravim, ne moreš biti 100%. In Celje je svoje naredil. Zaenkrat ni bil prepričljiv, je pa ohranil prednost. Olimpija se je včeraj nasukala v Prekmurju. In tako, mislim, je pa obdobje, kjer so odločajo trenerji. To je obdobje, kjer rotirajo
enajsterice rotirajo najboljše moštvo, idealno, ki ga imajo, in zdaj se pozna, kdo ima daljšo klop, kdo ima več sreče, kdo ima feeling in tako naprej. In Olimpija je 2 tekmi praktično kiksala, tudi ne da bi rekel, da je trener kriv. Pač mogoče ni imel sreče, ne. In v pokalni tekmi, naprimer, je pustil na klopi in Elšnika in Dofa, ne. 2 igralca, ki jaz mislim, da eden bi mogel igrati. Zdaj odvisen, kaj hočeš. Jaz pravim tako, da če jih ni hotel zgubiti, potem imaš Dofata. Če hočeš pa zmagati, moraš pa Elšnika narediti. In zdaj se pravi, on je pa oba 2 pustil. In na koncu je šlo tako, kot se je. Ne. Pa 4 gole dobiš, pa je spet še spokala. In zdaj isto v Murski je spet malo popravilo se in naredil soli, sam pa v špici ni šlo spet nič. Ne. In to je problem Olimpije, sicer je problem tudi kakšen druga kluba v ligi, ne, da pač napadalca nimaš, ki bi rešil. Zdaj pa ampak pri Olimpiji gledam, včeraj sem gledal, bil pozoren, ne, koliko enih predložkov, koliko enih prebojev, ampak še žoga tudi približno more pasti tam, kaj je centerfor. In zdaj lahko, da je tudi kriv napadalec, ki se ne zna odkrivati, ampak pri vsej tej količini napadov in poskusov bi pa res mogla kakšna žoga zadeti. Ne. In vidiš, da to ni samo napadalec, ker to se pojavlja non-stop. Ne. Ni samo, rečemo, Lukas Pedro, je Bristrič ali kdorkoli, Ivan Durdov. Ne. Se pravi, nekaj je problem. In problem je pa v tem, da ni globinskih žog. To je vse po bokih. Po bokih. In to je v bistvu na nek način postavljene obrambe, imajo manj dela. Tako je, ker točno to... In zdaj pa, zakaj trenerji to silijo, zakaj ne naredijo malo boljše igre temu, da bi globina se iskala, to pa ne vem, ne, to je pa pač za stroko. Tako, ker Olimpija je imela v letošnji sezoni že malo morje teh tekem, ko so se v valovih zaletavali v obrambe, tako kot si rekel, na bokih so jim tekmeci še pustili malo več prostora, zgostiš sredino, predložki niso nevarni in če ne bi bilo proti Muri tega zadetka Lasicka se z roba kazenskega prostora, tako bi lahko morda še zdaj igrali, pa ga ne bi bilo. Ne. Pa če se mogoče pomudiva še pri tej tekmi Olimpije in Mure, kar nekaj kontroverznosti je bilo zaradi zadetka Mure, oziroma predvsem zaradi prekrška nad Marcelom Ratnikom v prvem delu akcije. Zdaj, prekršek je definitivno bil, ampak tle je bolj vprašanje, ali je prav, da je Matej Jug pustil prednost ali ne. Ja, treba je tudi vedeti, slog sojenja. Juga je zmer malo kontroverzen. Velikrat imam sporne odločitve, tudi ta je ena sporna odločitev, ampak v trenutku, ko je tekma tekla, tudi jaz nisem bil pozoren, se mi ni zdel nič tazga. Še Olimpija je imela žogo. Ne. Je pa res, da če izgubiš, je pa ne vem, zakaj pol varje, ne. Ker pri golu se preverja, ne. Akcija. Ja, celo akcijo prej. Zdaj, ja, verjetno prekršek bi bil, ne. Samo se pravim, ne. Zdaj lahko je tudi nek dogovor, da se pusti igra, da se čim bolj približa evropskim trendom, merilom, ne. Kar pomeni, da je včasih tudi kakšen prekršek, ki ga ni, ne. In zdaj lahko, da je Jug, ki ima to izkušnje, te evropske in tudi sledi tem trendom, tudi v Evropi čisto solidno sod, odločil se je, da pusti, da ne bo že v drugi minuti, da je dal je vedeti, fantje, igrajte nogomet in se namečte. In pač je bila pa kazen za to, ne. Ja, napaka, verjetno je napaka bila, no. Ja, po drugi strani pa tudi Olimpija še po tem prekršku imela žogo in jo zapravlja, če jo ne bi, pa ne bi nihče govoril o tem. Jaz sem za to, da se tudi za ceno kakšnega prekrška igra nadaljuje. Slej ko prej bo to nagrada. Najslabše, če ima sodnika, ki nima poguma in se za vsako v glasnega opiščalka. Je pa res, da se tudi učijo sodniki, kdaj je dejansko prednost, kdaj ne, kdaj pustiti. In tako na tak način bojo sigurno večkrat ugotovili. Bojo prišli do tega, da je treba igro puščati, pa kdaj je treba puščati. Na dolgi rok bo pa to za kvaliteto in gledljivost slovenskega nogometa samo dobro. Recimo, da bo. Mi tako zamujamo, ampak... Ja, ampak bolje pozno tudi nikoli. Ne, pa je zdaj Olimpija tudi s tem remijem pač ostala tam, kjer je bila. Načeloma je razmerje moči na vrhu nespremenjeno, se je pa spremenilo na dnu in to kar predvsej, oziroma kar zanimivo je bil derbi Rogaške in Radomelj. Rogaška je zmago skočila z zadnjega mesta. Je, sam tam še nič ni končano. Ker vsi nekako zbirajo, pa ko misliš, da so že
zapravili vse možnosti, pa se vrne Aluminij, naprimer, ne. On je z 2 zmagama praktično rešil, si mislil, da je pa evo, pa je spet ni, sam 4 pike med njim pa Radomljami. In to ni nič, to je ena tekma, lahko pa si zraven. Se še Domžale, ki so jeseni že zgledale, da so se rešile, niso povsem varne. Ne, nihče ni, ne samo Domžale, še tudi Mura, ne, naprimer, če ne bo dobila tisti tekme, bo vse blizu, ampak se pravi, isto je kot bojo za prvaka. Zgubljale se bojo točke, ni nobenega, ki bi lahko rekel, jaz imam pa prednost. Nimaš je, ker bojo med sabo se bojo točke kradle, da rečem. Kradle se bojo. In ne moreš sploh predvidevati, koliko bom dobil, ali pa koliko je dovolj prednosti. Ja, Liga enostavno je, lahko da rečemo, da je izenačena, čeprav ni po točkah, ampak ko se pa 2 ekipi pomerita na igrišču, pa nimaš glih občutka, kdo je zadnji, pa kdo je prvi. In to je Rogaška spomlad potrjuje. No, tako, pa že tako, kot smo pa že večkrat rekli, če bi imela Rogaška malo manj smole ali pa malo več znanja odločnosti, bi pa zdaj lahko bliže precej više tudi na lestvici. Morda, ampak morda pa glih te težave, ki so jih imeli, so jih naredili močnejše in boljše. Ni pa rečen. Je pa tudi še dolga sezona, tako da načeloma ni nekih težav. Še 11 tekem, 33 točk. In po neki logiki je najbolj zanesljiv še zmer Celje. Vsi drugi lahko grejo dol, gor, ampak če pogledaš 33 točk, kdo je nazadnje v 33 točkah v kandidat za prvaka zapravil 7 točk prednost. Jaz ne pomnim tega. Res ne pomnim. Sploh tako, kakor je Celje. Tudi glede na dejstvo, da je razkorak v kakovosti recimo kot v angleški ligi, kad v 14. mesta vsak, recimo, da lahko te premaga. Sicer te ne, ampak zdaj te ne več, recimo, da so pa te ne. No, pa če sva omenila angleško ligo, pa Gorazd se sprehodiva na tuje, pa začniva v Angliji s tem zadnjim derbijom Jurgena Kloppa in Pepa Guardiole. Bil je res zanimiv, z dobro nogometno igro, predvsem je bil tempo peklenski v drugem polčasu. 1-1, pa na koncu rezultat, ki je saj za zanimivost angleškega prvenstva morda najboljši. Ja, najboljši je za Arsenal. Definitivno. Ja, Arsenal kar neugodno deluje, mislim. Verjetno čaka odvisen je od Liverpoola in Cityja. On svoje naredi, ampak vseeno sta ta dva tiste, ki bosta določila, kdo bo prvak. Tudi ona dva bosta določila, ali bo Arsenal prvak ali ne bo. Absolutno. Sploh na eni strani Liverpool, ki deluje zelo dobro, ampak ima pa tudi in kupenih poškodovanih igralcev in tudi s tem postavijo vsako tekmo drugačne. Je res, ampak ima tudi, rečemo temu, evropsko lažjo pot. Drži. City hoče biti spet prvak evropski, Arsenal je zdaj ima tekmo sezone praktično, Če gre ven, se bo lahko osredotočil na prvenstvo, če gre iz lige prvači izpade. Zdaj pa, če pa bo dlje, ko bo not, težje bo dohajal bitko z Liverpoolom ali Cityjem, ker ni vajen tega in tudi nima tako širok nabor igralcev zvezdniških, to kvalitetnih, kot jih ima City, naprimer. Pa že rutino, City ima že res rutino igranja doma, odzun v Evropa in menjavanja, rotiranja igralcev, en manjka, ni problem, bo drug. Tako da Arsenal se pa s tem šele srečuje. So pa, tudi sploh v zadnjem obdobju v vrhunski formi, pa tudi proti Brentfordu zdaj so pokazali, da znajo grdo zmagati tekmo. Kjer je golman naredil napako, pa bi lahko tudi zgubil točke, pa je Havertz zvlekel tiste 3 točke, ki jih boš hitro pozabil igro, ampak točke bodo pa zelo dragocene. Ja, Arteta je zapeljal ekipo v ritem, kakršnega ima City. Se pravi, se vidi, da je bil od Guardiole pomočnik, da sta sodelovala avtomatizmi. In Arsenal že zelo podobno deluje na avtomatizme. Dočim Liverpool je bolj diva ekipa. Niha, gor, dol, ampak se pravi, Evropa bo, Liga prvakov bo določala veliko ali lahko Arsenal, oziroma ali kaj lahko City. Pa misliš, da Arsenal proti Portu lahko obrne teh 1-0? To po kvaliteti lahko, samo moramo vedeti, da Porto ima vendarle za Arsenal debelo kilometrino evropskih tekem.
takšnih tekem, ko je treba izveč velik, ne, in njim ni treba niti po golu brcati, ne, če tako gledamo. Ja. In to je že večkrat dokazal, ne, saj tudi Mourinho je bil nazadnje z Portom prvak, tako da mu ni bilo treba zmagovati, je treba samo ubraniti tisto, kar je imel. To so pa naredili na prvi tekmi in to je To to. je to in zdaj tudi verjetno vprašanje, nisem gledal toliko Porto, jaz bolj tako tradicionalno in spremljam, skozi so zraven, izmer kakšnega igralca imajo, ampak mislim, da ne bi bil ziher, ne bi postavil na Arsenal. Tako nekako 50-50. No, pa če so pri Ligi prvakov, mi bomo ta konec tedna, med tednom, še posebej pozorni na Jana Oblaka proti Interju. Atletico pa v zadnjem času ni ravno prepričljiv. Zdaj, morda ta poraz proti Cadizu lahko gledamo skozi prizmo prihajajoče Lige prvakov, ampak vendarle je bil to poraz, ki jih tudi v španskem prvenstvu počasi postavlja v nehvaležen položaj. Ne? To je res, ne. Sam Simeone kar uživa v tekmah, kjer je skozi napetost. To je, on praktično ne more tekme se pripraviti za tekmo brezskrbno. To je skozi napetost. In Atletico, mislim, da ni njegova težava kot Atletico, ampak bolje Inter. Ker me zanima, kako bo Inter odzval se v Madridu. Ali bo dejansko zaprto igral kot zna se, na nek način je bila že ta generalka v Bologni, čeprav Bologna ni Atletico, ne. Je drug polčas sploh ga ni zanimal pogled čez polovico. In me prav zanima, Inter je v vzponu, Inter ima neko igro, ima zdaj prepoznal vratu, se mi zdi, da je tudi mogoče celo kvalitetnejši kot Atletico. Ampak še zmeraj mislim, da zna Atletico tisti gol zabiti, pa gremo na glavo, pa še enega, pa v nogo. Zelo tak dobra tekma bolj. Ne mogoče ne lepo, po lepoti, ampak napetost pa to bo pa za... Ja, zdaj tukaj, če bi bilo zastaviti, bi bilo treba staviti na kakšno število rumenih kartonov, to se zna. Tukaj bolj kakšna količina zadetkov. Ne. Ja. Ampak kot smo omenila, v španskem prvenstvu se jim pa bliža Atletik, samo še 2 točke so za njimi, pa bi Atletico lahko zdrsnil na 5. mesto, kar pa je, sploh če bi recimo Atletico zdaj napredoval v Ligi prvakov, se zna jim doma malo zakomplicirati. Pa ne verjamem, proti koncu sezone, ko greš te velika moštva, zmaguje. Ne. Ampak tudi Bilbao zmaguje. Sej zmaguje, ampak še zmeraj je tam 38 kol v Španiji, ne. Ja. Zadnjih 5-6, če bo treba, bo Atletico dobil 15 ali pa 18 točk, Bilbao jih bo dobil pa 12 ali pa 14. Eno manj, tako zmer bo dobil premal za, mislim, Ja, lahko se večinoma je zgodi, res tako. razpad sistema mislim, da se ne more, torej vendarle velik klub ima ustaljen ritem, ve, kako se dela. Ne bo drugo, če bi bil nekdo drug, ne Atletico, bi komod razpad, lahko pride razpad. Klepa ne bo. Tudi Simeone tudi dobro ve, to imajo preveliko kilometrino, je pa preveč denarja v igri, da bi si dovolili kaj takega. Tako, tudi si niso že. Ja, se Res pravi, dolgo, ne, tako da to potrjuje pač tvoje besede. Za nas mogoče je veliko razočaranje, če bo 4., za njih pa ne. Vejo, da prvi ne morejo biti, drugi lahko ali pa ne, to je odvisno pač, kaj je Barcelona ali pa Real. Ja. 4. pa svoj cilj dosegel, Ligo prvakov, to jih zanima in to pomeni, da je spet novi milijoni, spet lahko na nov naredijo finančno računico, koga lahko pripelje, koga prodaje. To je pa njim bistveno. Ne. Ker ni nobena razlika, si druga, si 4. Tako, pač. da foli. Tega se nihče ne spomni. Pravim, na nek način je v bistvu lahko voditi ta klub. Je premočen za preostale, a ve, da ne more pa parirati Barceloni ali pa Realu, tu in tam kakšno sezono, ampak imajo vse bo urejen, točno se ve, kam, koliko, zakaj. Ni stresov takšnih. Stresov je bolj za Simeona, pa zgleda za nas, ki gledamo, mislim, da pa oni nimajo takih stresov. No, pa če praviš, da je Atletico urejen klub, ker je vse jasno, morda jih Napoli pa Barcelona v to kategorijo ne sodsta, saj v tem trenutku ne, bo pa to zelo zanimiv, res zanimiv dvoboj. Že prva tekma je bila dobra, saj napeta, ker dinamična, tukaj pa Barcelona, glede na to, da je doma, verjetno je v vlogi rahlega favorita. Seveda, da je favorit.
Pa tudi zato, ker se mi zdi, da se pri Napoliju počasi, ne da se sesuva zgodba, ampak počasi grejo na novo, tako kot so že bili, na nek nov poglavje, se pravi, razprodali bojo, govori se že na koncu sezone, da gre in Osimnjeh in Gruzic. Kvaratskhelia. Kako se, ja. In to sta bila ključna moža za lanski naslov. Nek ciklus se je končal pri Napoliju, vice, da tudi v italijanskem prvenstvu zaostaja z lige prvakov. Se pravi, treba je stržati čim več. To je zadnja šansa, zdaj, če bojo kaj naredili, bojo, če pa ne, pa nič narobe, bojo pač potegnili od prodaje igralcev, na voljo bo imeli 200 milijonov spet in bo imeli šanso en ciklus 4-5 let manj. Ja. Da se vrne. In je to za Napoli čisto nekaj normalnega, ne? Ker Napoli ni klub, ki je stala na tej sceni. Ne? Barcelona je pa stalno. Pa bili so prvaki Napoli, tako da so oni res Tako, za 10 let vsaj naredili svoje. Ne? Tako čustveno in tekmovalno so se malo spucali. Tako. Pa še zadnja tekma lige prvakov je pa Dortmund in PSV, morda malo manj o njih govorimo, glede na zvezdniške druge dvoboje, pa vendar sta to tudi dve zelo izenačeni moštvi. Ja. In napadalno dobri na svoj dan. Ja, zelo podoben slog, pa predvsem je to nizozemsko-nemško rivalstvo, ki je za Nizozemce mogoče večje kot za Nemce. Nizozemci so najbolj nabrušeni na Nemce. Nemci ne to, ampak sta pa zelo podobni moštvi. V senci večjih Ajaxa in Bayerna, ampak imata pa neko svoj slove, zgodovino in tekma zna biti zanimiva. Sploh po 1-1 na prvi tekmi, pa vemo, da predvsem PSV je res napadalno potenten bil v tem delu sezone, tudi Dortmund pa zna zabiti gole, če je treba. Je razlika malo v ligah. Ja, absolutno. Nemška, kljub temu, da je odprta, ja. Je Nizozemska še bolj, ne. Predvsem pa je razlika v kvaliteti klubov. Ne. PSV igra proti 12. na lestvici, ne, je vprašanje, ali bo 5 ali 6 golov, Dortmund pa ne veš, bo dal mogoče 3, ampak tudi 3 bo lahko dobil. Tako je, ni tudi proti Heidenheimu se ne zmagali lahko v Nemčiji. Gorazd, to je bilo za danes to, hvala lepa, vam pa najlepša hvala, da ste bili z nami in pa se slišimo spet prihodnji teden.